Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Prav gotovo že poznate zgodbo o znanem lesenem knjižnem junaku po imenu Ostržek. Leseno lutko z velikim srcem in še z večjimi sanjami. Ostržek je nastal izpod rok tesarja Pepeta, ki si je iz vsega srca želel družbe, in kot bi se dotik čarovnije zlil z ljubeznijo, je Ostržek oživel. A v današnji zgodbi nas ob koncu čaka prav posebno presenečenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Ostržkove sanje. Nekoč je živel tesar, ki mu je bilo ime Pepe. Čisto sam je živel v majhni sobi z majhnim oknom, skozi katero je prišlo le malo svetlobe. V sobi je imel le en majav stol in polomljeno mizo, ki jo je ponoči uporabljal kot posteljo. Imel je tudi odprto ognjišče, v katerem je gorelo, vendar so bili plameni naslikani, enako kot lonec z juho, ki je visel nad njimi. Pepe se je v svoji sobici pogosto počutil osamljenega. Nekega dne se je odločil, da bo naredil leseno lutko, ki bo lahko plesala in pela kot pravi akrobat, da mu bo delala družbo. V kotu je ležal kos lesa, ki bi bil ravno pravšnji. Pepe je poiskal orodje ter začel sekati, rezljati in brusiti. Najprej je izdelal majhen trup. Nato je naredil 2 nogi, 2 roki, 2 dlani, 2 stopali in nazadnje še glavo. Za izdelavo oči si je Pepe vzel veliko časa. Ko jih je končal, se mu je zdelo, kot da ga res gledajo. Potem je naredil nos, a ravno ko je Pepe pomislil, da je videti popoln, je ta začel rasti. Rasel je in rasel, dokler ni zrasel skoraj skozi okno. Pepe je osuplo zmajal z glavo in velik kos lesenega nosu odrezal, vendar je ta takoj spet zrasel. To se je zgodilo velikokrat, ko je Pepe nos poskušal skrajšati. Nazadnje je starec jezno zaklical. Presneti nos, če takoj ne prenehaš, te bom spremenil v drva za kurjavo. Kot da bi ga lutka razumela, se je nos takoj skrčil na običajno velikost in Pepe je lahko nadaljeval delo. Usta sploh še niso bila končana, ko se je lutka začela glasno smejati. Hoho, nehaj, to žgečka. Pepe se je tako prestrašil, da je skoraj padel s stola. So usta pravkar spregovorila? Gotovo si je le domišljal. Morda je imel zaradi osamljenosti prisluhe. A ko je Pepe z nožem poskušal dokončati lutkino ušesa, je isti glas zaklical. Au, boli me! Lutka ga je močno brcnila. Za vraga, je vzkliknil Pepe. Lutka je živa, bolje da ji dam ime. Tesar je dolgo globoko razmišljal. Bi bila Charlie? O ne, je odvrnila Lutka. To je tako dolgočasno ime. Lahko bi te imenoval Janez, ali Jakob, ali Peter. Nikakor ne. Taka imena ima veliko dečkov. Posebno ime hočem. Pepe se je domislil več kot 100 imen, vendar je Lutka kar naprej zmajevala z glavo. Ne, ne, ne. Bolj se potrudi. Presneti lump, je zakotrnjal Pepe. Če se strinjaš ali ne, imenoval te bom Ostržek. Zdaj, ko je Ostržek imel ime, je potreboval še oblačila. Pepe, ki je bil reven in ni imel v žepu niti centa,
je iz 2 starih krp sešil hlače in majhen pulover. Odtrgal je kos tapete in iz njega naredil telovnik, ter nazadnje iz časopisnega papirja zložil čepico. Ostržek je bil čudovita lutka, vendar ni želel viseti na vrvicah. Hotel je biti pravi deček. Rad bi tekel in skakal, šel ven ter videl svet. Vendar se je moral še veliko naučiti, če želel postati pravi deček. Dragi očka Pepe, je moledoval z najslajšim glasom. Ne bi bil več rad lutka, rad bi šel v šolo, vendar bom potreboval knjige. Pepe je zavzdihnil. Za knjige ni imel denarja. A ko je videl, kako so Ostržku v oči privrele solze, si je hitro nadel stari žametni jopič z razcefranimi rokavi in ovratnikom, polnim lukenj, ter odšel ven. Pepe se je že čez pol ure vrnil domov z veliko šolsko knjigo v rokah. Drgetal je, ker je zunaj snežilo, na sebi pa je imel le pulover. Kje imaš jopič, očka Pepe? Je zaskrbljeno vprašal Ostržek. Prodal sem ga, je odvrnil Pepe. Tako ali tako bo kmalu pomlad. Ostržek je objel tesarja in ga poljubil na lice. Naslednji dan se je Ostržek že zgodaj odpravil v šolo. V eni roki je držal lepo sijoče jabolko, v drugi pa svojo novo šolsko knjigo. Ostržek še ni prišel do šolskih vrat, ko je že naletel na 2 neobičajni pojavi. Maček je bil na eno oko slep, lisjak pa pohabljen. Na prvi pogled sta bila videti imenitna in ugledna v svojih elegantnih oblekah, a če je bil človek nekoliko bolj pozoren, je lahko opazil raztrganine na jopičih in zloben lesk v njunih očeh. Nič dobrega nista naklepala. Zdravo, prijazni deček, je maček Ostržku pihal na dušo. Lepo knjigo imaš. Lisjak je lačno gledal jabolko. Dobro jutro, gospod Mrnjavo in gospod Zvitorepec, je Ostržek vljudno pozdravil. V šolo sem namenjen in tam se bom naučil vsega, kar je v tej knjigi. Naučil se bom brati in pisati in računati. Ko bom od vsega učenja postal lačen, bom pojedel to okusno jabolko. O, mali deček, je zamjavkal maček. Ne hodi v šolo, iz tega se nikoli ne izcimi nič dobrega. Poglej mene in mojega prijatelja Zvitorepca. Vedno sva bila pridna fanta in sva se v šoli zelo trudila. In kam naj jo je to pripeljalo? Od vsega tistega branja sem na eno oko oslepel, moj prijatelj pa ima pohabljeno nogo, ker mu je težka knjiga padla nanjo. Verjemi mi, branje in matematika te nikamor ne pripeljeta. Veliko bolje je početi to, kar imaš rad, in se zabavati. Danes je v mestu lutkovna predstava. Zakaj si je ne bi šel ogledat? Lutkovna predstava? Ostržek je pomislil na svojega dragega očka Pepeta, ki je prodal svoj edini jopič, da mu je lahko kupil šolsko knjigo. Ni ga hotel razočarati. Vendar si je mislil, pred mano je še vse življenje. Lahko bom hodil v šolo. Lutkovne predstave pa ni videl še nikoli. Morda bi si jo lahko na hitro ogledal, le za trenutek. Zakaj mi ne bi dal svoje knjige, je rekel maček Zvito. Popazil bom na njo. Lisjak pa je s hitrim gibom iz Ostržkove roke sunil jabolko. Ko se je Ostržek odpravil na predstavo, sta zlobneža pobegnila. Ko se je približal gledališču, je Ostržek zaslišal smeh in petje. Kraj se je zdel živahen. Pavliha se je pretvarjal, da je zaljubljen v prelepo princeso. Ravno ji je prepeval, ko je zagledal Ostržka. Tako je prenehal peti in se smeje priklonil Ostržku. Dobrodošla, prijazna lutka,
kako lepo, da si nas obiskala. Tudi druge lutke so vse hkrati želele pozdraviti Ostržka, zaradi česar je predstava propadla in gledalci so z negodovanjem odšli. Lutkar, ki je vse to nemočno opazoval, je bil besen. Ti pobalin mali, je zarjovel. Kako si drzneš uničiti predstavo? Ti že pokažem. Zgrabil je Ostržka. Ho, 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 je zamumljal osuplo. Zelo posebna lutka si. Premikaš se in hodiš, ne da bi kdo vlekel za vrvice. Delal boš zame, s tabo bom obogatil. Odslej je moral Ostržek vsak dan nastopati v predstavi. Ljudje od blizu in daleč so hodili gledat lutko, ki je lahko pela in plesala, ne da bi kdo vlekel za vrvice. Lesena lutka je izvajala čudovite trike in je kmalu postala ljubljenka občinstva. Ostržek je bil slaven in to mu je bilo všeč. A lutkar ga je po vsaki predstavi zaklenil v majhno kletko, da ne bi mogel pobegniti. Takrat je Ostržek postal osamljen in razmišljal je o Pepetu. Močno ga je pogrešal. Ko bi le bil dober fant in bi šel v šolo, je zavzdihnil Ostržek. Potem bi bil doma z očkom Pepetom, namesto da sedim v tej kletki. Krokodilje solze so mu polzele po lesenih licih. Zaradi solz ni videl lepega, dolgolasega dekleta, ki je stalo pred kletko. To je bila modra vila, ki je slišala njegov jok in se je uboga lutka zasmilila. Z enim zamahom čarobne palčke je odprla vrata kletke. Pozdravljen, dragi fant, povej, zakaj si zaklenjen v kletki? Ostržek je bil najprej tako zaslepljen od njene lepote, da je ostal brez besed. A kmalu je kot navid začel govoriti o tem, kako je bil nekoč navaden kos lesa, ki ga je Pepe uporabil za izdelavo lutke. In o tem, kako je Pepe v svoje delo vložil toliko ljubezni, da je lutka oživela, ter je lahko sama govorila in hodila. Ostržek je zaupal tudi to, da ga je zlobni lutkar ujel in da mora vsak dan nastopiti v gledališču, po noči pa je zaklenjen v kletki, da ne bi morda pobegnil. To ni pošteno, je Ostržek zaključil svojo zgodbo. Vedno sem bil priden in vesten. To je bila seveda laž, saj je Ostržek Pepetu obljubil, da bo šel v šolo, namesto tega pa si je šel ogledat lutkovno predstavo. Svojo šolsko knjigo, za katero je Pepe prodal jopič, je dal mačku. Še preden je končal svojo zgodbo, je Ostržka zasrbel nos in imel je občutek, da mu raste. Še preden je končal svojo zgodbo, je Ostržka zasrbel nos in imel je občutek, da mu rase. To ni bil samo občutek, nos mu je res rasel. Vse daljši je bil. No, je strogo rekla vila. Pravi mali lažnivec si. Tvoj nos mi pravi, da nisi povsem odkrit. Ostržek je začel jokati. Ker je bila modra vila dobra in ker je bila naveličena njegovega joka, je Ostržku s čarovnijo skrajšala nos. Od zdaj naprej ne smeš lagati, je strogo rekla. Storiti moraš to, kar ti oče naroči, sicer se bo znašel v težavah. Če pa boš pridna lutka, boš gotovo nagrajen. Vrni se zdaj domov, pohiti, saj očka Pepeta verjetno na smrt skrbi zate. Ostržek se je zahvalil modri vili in stekel tako hitro, kolikor je le lahko s svojimi majhnimi lesenimi nogami. Vendar je bila pot domov naporna in Ostržek se je naveličal hoje. Odločil se je, da si malo odpočije ob cesti.
Ostržek je užival v zimskem soncu, ki je počasi segrelo njegovo mrzlo leseno telo. Čez kakšno uro je opazil, da se približujeta dva znanca, maček in lisjak. Lepo pozdravljen, mladi mož, ga je maček prijazno ogovoril. Kako prijetno naključje, da sva znova naletela nate. Povej mi, kaj te je prinesla sem? Pozdravljena, gospod Mrnjav in gospod Zvitorepec, jima je Ostržek vljudno odstravil. Na poti domov sem. Vesta, nekaj časa sem delal v lutkovnem gledališču in postal sem slaven, vendar sem pogrešal svojega ljubega očeta Pepeta. Ah, delo, je rekel maček naduto. To je za neumne ljudi. Jaz tega ne bi nikoli počel. Zaradi dela dobiš žulje in hrbet te boli. Ne, mi dva raje počivava, pa kljub temu nisva nikoli lačna. Mar ni tako, kolega Zvitorepec? Lisjak ni rekel ničesar, le zarenčal je in pokimal. Kje pa dobita denar za hrano, pijačo in oblačila? No, prijazni fantiček, to je najina mala skrivnost. Če pa imaš morda pri sebi kakšen kovanec, jo bova z veseljem delila s teboj. Ostržek je res imel pri sebi zlat kovanec, ki mu ga je lutkar primaknil enkrat, ko je bil velikodušne volje. Maček in lisjak nista mogla verjeti očem, ko sta videla, kako sonce odseva na čudovitem kovancu v Ostržkovi dlani. Prosim, gospod Mrnjav, prosim, gospod Zvitorepec, je moledoval Ostržek, povejta mi svojo skrivnost. Potem mi ne bo treba nikoli več delati in kupil bom lahko vse, kar bom potreboval. Z denarjem, ki mi bo ostal, bom lahko očku kupil nov plašč. Z veseljem ti poveva, vendar naj moraš najprej pospremiti v deželo brez delnežev in trotov. Še nikoli nisem slišal zanjo. Kje je to? Nekje med blizu in daleč proč. A ne obremenjuj svoje male glavice s tem. Samo sledi nava in stori, kar ti rečeva. Hodili so celo uro in potem še nadaljnjih 15 minut. Maček spredaj, Ostržek na sredini in lisjak zadaj, kot bi se hotel prepričati, da se Ostržek ne bo izmuznil. Začelo se je temniti, ko so prispeli do prostranega travnika z velikanskim drevesom na sredi. Tu smo, je maček veselo zaklical in zaplesal. Ostržek je hotel zaplesati z njim, vendar so ga noge preveč bolele od hoje. Maček je stekel na travnik in med koreninami drevesa skopal majhno luknjo. Vanjo je dal Ostržkov kovanec, zapolnil luknjo, nato pa nanjo zlil nekaj vode. Ostržek je gledal. Kaj pa zdaj? Zdaj moramo počakati, da bodo na velikem drevesu zrasli ravno taki zlatniki, kot je ta, ki smo ga zakopali. Če boš imel srečo, bo morda zraslo 1000 kovancev. Če ne, pa vsaj 100. Zakaj si ne odpočiješ, pa ti obljubim, da boš bogat, ko se zbudiš? Trapasti Ostržek je verjel mačku in lisjaku ter pozabil na obljubo, ki jo je dal modri vili. Z mahom in odpadlimi listi si je pod drevesom na robu travnika uredil prijetno gnezdace. Ulegel se je in v nekaj minutah zaspal. Bilo je še zgodaj, ko so ga zbudili prvi sončni žarki. Skočil je pokonci in pohitel do velikega drevesa. Vendar je bil razočaran. Na vejah ni visel niti en sam zlatnik. No, seveda, je pomislil Ostržek. Gospod Mrnjav in gospod Zvitorepec nista pomislila, da je zima in da zdaj nič ne rase. Ostržek bi se najraje brcnil. Odločil se je izkopati kovanec in ga ponovno posaditi spomladi. A naj je še tako iskal, zlatnika ni mogel najti. Seveda sta tista dva lumpa pobegnila z njim. Ostržek se je želel vrniti domov.
Tokrat je bil odločen, da se bo držal ceste. Nič več ga ne bo zmamilo na stran poti. Hodil je, dokler ni prišel do majhne vasi. Na trgu je bilo precej ljudi. Vsi so bili zaposleni z delom. Ta vas mi sploh ni všeč, je pomislil Ostržek. Le lesena lutka sem. Nisem bil narejen za tako trdo delo. Najraje bi takoj odšel, vendar mu je v želodcu krulilo od lakote, zato se je odločil poiskati kaj za podzub. Mimo je prišel mož, ki je vlekel 2 težka vozička. Sopihal je in sopel in vsakih nekaj korakov se mora ustaviti, da si je z robcem obrisal znoj iz čela. Ostržek je stopil do njega. Pozdravljeni, gospod, bi imeli kaj drobiža zame, da bi si lahko kupil malo hrane? Sestradan sem. Z veseljem ti dam nekaj denarja, fantič, je odvrnil možak, če mi pomagaš vleči ta 2 vozička. Ostržek je užaljeno pogledal moža. Saj ni delovni konj. Ostržek je znova pogledal po trgu in videl žensko, ki je nesla košaro umazanega perila. Oj, gospa, je zaklical. Imate mogoče kakšno drobtinico hrane zame? Seveda, ljubi fantič, je rekla ženska. Vendar mi najprej pomagaj nesti to košaro perila do pralnice. Košara je videti tako težka, je zakotrnjal Ostržek. Ne bi se rad utrudil. Tile nuh mali, je rekla ženska. Če ne boš delal, tudi jedel ne boš. Ostržek je povprašal vsaj še 20 ljudi, ali bi mu odstopili malo hrane ali denarja, vendar so vsi rekli, da mora najprej delati. Končno je srečal majhno gospodično, ki je nesla 2 velika vrča mleka. Lahko dobim požirek mleka, prosim? Je moledoval Ostržek, ki zdaj ni bil več samo lačen, temveč tudi zelo žejen. Mali gospodični se je lesena lutka zasmilila in dovolila mu je, da je popil, kolikor je želel. Ah, je zacmokal Ostržek, to je bilo odlično. Če bi le lahko dobil še kaj za podzob. Če mi pomagaš nesti enega od vrčev do doma, nama bom pripravila odličen obrok. Paradižnikovo juho, cvetačo in mehak kos piščanca. Ostržku so se pocedile sline. Slišati je bilo tako okusno. Vendar so bili vrči mleka videti zelo težki. Za sladico, je nadaljevala gospodična, bom postregla sladoled s čokolado in z veliko stepene smetane. To je Ostržka prepričalo. Nenadoma je bil videti močan za 2. S težkim vrčem mleka je skoraj stekel do hiše male gospodične. Ostržek je lačno požiral hrano. Šele ko je pojedel zadnji grižljaj sladoleda, je dvignil pogled in se zahvalil gospodični. O, je rekel, ko je strmel vanjo z žlico v roki in usti polnimi čokoladne omake. Ampak, saj ti si, je zajecljal, saj ti si modra vila. Vila ga je strogo pogledala. Ostržek, Ostržek, je rekla. Ampak saj bi rad postal dober fant, je odvrnil Ostržek. Pravzaprav si tega močno želim, ker sem naveličan biti lesena lutka. Ne moreš postati pravi fant, dokler ne dokažeš, da si to zaslužiš. Kako? Tako, da se zares potrudiš, ter da si dober in ubogljiv. No, saj sem že tak, je rekel Ostržek. A še preden je nehal govoriti, moj nos začel rasti. Ostržek je zardel in sramežljivo zamomljal. No, včasih poskušam biti. Vem, se je nasmehnila Vila. Vendar se boš moral bolj potruditi.
S čarovnijo je spet skrajšala Ostržkov nos. Ostržek je znova imel običajen nos in Vili je obljubil, da ne bo več počel neumnosti, da bo dober fant in da se bo vrnil domov ter šel v šolo. Dobre volje je odšel. Hodil je že pol dneva, ko ga je na ozki stezi nenadoma skoraj povozil voz, na katerem je bila gruča dečkov, ki so vzklikali in peli. Mi pa gremo v deželo igrač. Hitro skoči na voz in se nam pridruži. Ostržek je okleval. Dežela igrač je zvenela preveč dobro, da bi lahko bilo res. Vendar se je spomnil obljube, ki jo je dal modri Vili. Kočijaš je ustavil. Hej, fantič, je zaklical. Kako se boš odločil? Nimam ves dan časa čakati. Fantje so vsi hkrati začeli govoriti. Namenjeni smo v najlepšo deželo na svetu. Tam so vedno počitnice. Nikoli ti ni treba jesti ogabnih stvari in privoščiš si lahko toliko sladkarij, kolikor želiš. Tam ni učiteljev in staršev, ki bi ti govorili, kaj lahko počneš in česa ne smeš. Nikoli ti ni treba zgodaj vstati. Tam je več igrač, kot bi si sploh lahko predstavljal. Wow! Ta kraj moram videti na lastne oči, si je mislil Ostržek in skočil na voz. Hura, pa pojdimo! Fantje niso pretiravali. Dežela igrač je bila res raj za otroke. Ostržek se je zabaval kot še nikoli. Trebuh je imel poln sladkarij in drugih dobrot, z drugimi otroki pa se je igral od zore do mraka. Čas je bežal, kot ponavadi, kadar se zabavaš. Vendar se je Ostržek nekega jutra, ko je vstal, počutil nenavadno. Po vsem telesu ga je srbelo in škečkalo. Počutil se je, kot bi ga vleklo na vse strani. Nato se je začel njegov papirnati klobuček dvigati. Skočil je, ter se prijel za glavo in ušesa. Sveta nebesa, kaj se dogaja? Ušesa so mu zrasla. Bila so koničasta in polna puhastih dlak. Ostržek si je osramočeno potegnil klobuček nanje, da jih nihče ne bi mogel videti. Nato pa je opazil, da se mu zadaj trgajo hlače. Imel je rep. Na pomoč! Je zaklical leseni deček. Pomagajte, pomijate, Mija, Ija, Ija. Njegov klic se je spremenil v glasno oslovsko riganje. Ojoj, to je bila kazen, kar ni ubogal Vile. Namesto da bi šel v šolo in se učil, kot je obljubil, se je igral in postopal naokoli. Zdaj se je spreminjal v neumnega osla, namesto v pametnega dečka. S solzami v očeh je Ostržek stekel tako hitro, kot so ga noge nesle. Tekel je in tekel, dokler ni prišel do morja in je bila dežela igrač daleč za njim. Še kar tekel je in nazadnje je z velikim pljuskom čofnil v ledeno vodo. Na veliko olajšanje je začutil, da se mu rep krči in dolga ušesa krajšajo. Ostržek je bil spet lesena lutka. Hvala Bogu, saj ni znal plavati, les pa na srečo na vodi plava. Ostržek se je nekaj dni pozibaval na morju. Včasih je kakšen galeb izpustil okusno ribico in fant jo je navdušeno pojedel. Ko je zaradi vsega tistega pljuskanja ravno začel čutiti morsko bolezen, se je na obzorju pojavila ogromna pošast. Bil je gromozanski kit. Največji, kar si jih lahko zamislite. Žival je imela ogromna usta, ki so se široko razprla. Ostržek je šofotal naokoli, vendar ni mogel pobegniti. Kit ga je pogoltnil na dušek. V trebuhu kita je bilo tako temno, da se je Ostržku zdelo,
da je padel v sod črne barve. Nekje v daljavi pa je videl majhno lučko. Previdno se je približal. Bliže kot je bil, bolje je videl. Najprej senco, nato moža, ki je na nečem sedel. Starca, ki je sedel na škatli in jedel. Bil je Pepe, njegov dragi očka Pepe. Ostržek je planil k tesarju in ga tako močno objel, da je Pepe komaj dihal. Seveda je bil tudi Pepe presrečen, da spet vidi Ostržka. Odkar je Ostržek odšel, je Pepe svojega fanta iskal po vseh mestih in vaseh. Nazadnje pa je izdelal majhen čoln, da bi ga šel iskat še na morje. Nažalost ga je med iskanjem pogoltnil kit. Sreča v nesreči je bila, da je bil kit pravi požeruh, ki je pojedel po celo jato rib naenkrat, tako da je imel Pepe vedno na voljo dovolj hrane. A zdaj, ko je našel Ostržka, se je želel Pepe s svojim sinom vrniti domov v svojo malo, vendar udobno sobo. Dragi očka, je dejal Ostržek, pobegniti bova morala. Pobegniti? Kako vendar, Ostržek? Poti ven ni, pa tudi če bi bila, ne znam plavati. Ne skrbi, očka. Hitro kot strela je Ostržek svojo papirnato kapo zložil v čoln, ki je bil ravno dovolj velik za oba. Ko bo kit odprl svoja velikanska usta, da bi požrl naslednji obrok, bova skočila ven. Naravnost v morje bova skočila in do obale odveslala v tem čolničku. Tako sta tudi storila. Splezala sta iz trebuha vse do kitovega grla in ko je kit odprl usta, sta skočila v morje. Kit je bil tako zaposlen z ribami, da sploh ni opazil, kaj se dogaja. Ko je spet postal lačen, pa sta bila Ostržek in Pepe že daleč stran. Morje je bilo razburkano in do obale je bilo še vedno precej daleč. Pepe je ležal v čolničku, drgetal je od izčrpanosti in mraza, medtem ko je Ostržek sam veslal proti celini. Čez nekaj časa je opazil, da v papirnati čolniček pronica voda. Čoln je postajal vse težji in Ostržek je vedel, da ne bo več dolgo plul. Ravno ko se je zdelo, da je vse izgubljeno, jo je dvignil gromozanski val in jo ponesel do obale. Bila sta na varnem. Olajšan, a izčrpan, je Ostržek zaprl oči. Ostržek, Ostržek, zbudi se! Obraz so mu greli sončni žarki in zdelo se je, kot bi ga z žgečkanjem poskušali zbuditi. Ostržek, Ostržek, čas je, da se zbudiš. Ostržek je odprl oči. Ni bil več na plaži. Ležal je v udobni mehki posteli pod toplo odejo in sonce je skozi zavese sijalo v majhno, razmetano fantovsko sobo. Ostržek se je počutil nekoliko nenavadno, drugače. Pogledal je roke, se dotaknil obraza. Ni bil več lesena lutka, bil je pravi fant. Neverjetno srečen je skočil iz postelje in stekel iz sobe ter po stopnicah v kuhinjo. Končno si se zbudil za spanček. Skoraj je že čas za odhod v šolo. Hitro pojej zajtrk. Mama se mu je veselo nasmehnila. Njen obraz je bil videti natanko tak, kot obraz modre vile. Na drugi strani mize pa ga je izza časopisa pogledal možak. Bil je očka Pepe. Ja? Zanimiv konec pravljice, kaj ne? Ostržek si želel postati pravi deček in skozi dogodivščine, napake in nova spoznanja je rasel, ne v velikosti, ampak v srcu. In na koncu se je izkazalo,
da je bila zgodba le sanjski svet malega dečka. A sanje imajo svojo moč. V njih se skrivajo naše želje, upi in hrepenenje. V pravljičnem svetu domišljije pa pogosto najdemo pogum, prijaznost in odgovore na vprašanja, ki jih nosimo v sebi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim pravljicam, ki čakajo na vas. In ne pozabite se naročiti na kanal. Lepo se imejte, naj tudi vas sanje vodijo skozi življenje. Pošiljam vam Ostrškov pozdravček. Čau, čau. Bravo, Ostržek. Tako je le uspelo.